Lep pozdrav, spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubitelice in ljubitelji nogometa. Smo na Brdu pri Kranju, pred nami pa prva tekma Slovenk, torej reprezentance do 19. leta v kvalifikacijah za prihodnje evropsko prvenstvo. Pomirile pa se bodo z reprezentanco Finske. Ja, in tu je dobra akcija in tudi udarec Milovićeve, ampak na zadnje obramba. To je bila prva resnejša slovenska akcija, žoga pa je končala. Korošec je torej pripravljena za predložek, prejšnji je bil zelo dober, tudi tokrat. Ja, blizu vrat in preko gola na zadnje. Ja, spet je malo manjkalo, temu gneči vendarle udarec, toda žoga je letela. Ja, tule so bile malce nepozorne naše nogometašice in sedaj tudi malce resnejši udarec proti vratom, ampak brez pravega rezultata. Jeni Kantanen je sprožila brez uspeha. Slovenke nadaljujejo z napadom, še ena dobra globinska podaja. To je priložnost za kaj več, kdo bo hitrejši tokrat pri žogi. Tokrat je bila to naša nogometašica. Obeta se predložek v kazenski prostor, oziroma preigrajeno, odlično preigravanje in na zadnje obramba. Ja, tako, to je priložnost za kaj več. Dobra žoga gre v kazenski prostor, skok in na zadnje odlična obramba. Jovonenova pa takoj podaja v konico in tudi tokrat na pravem mestu vratarka. Tam je sicer morala tudi malce porokoborsko. Klopčičeva rešuje situacijo, potem pa napaka. Ja, kot da bi dale na plin gostujoče nogometaše, še en udarec in mimo gola. Spet za malo, spet je zgrešila Kantanen. Ponovno je imela še eno lepo priložnost ta nogometašica, drugič zapored, ampak ponovno brez spremembe rezultata. Kantanen je torej igralkam povedati, naj pritisnejo tudi na zadnjo linijo. In tu je še ena prestrežena žoga, vendarle pa slab zaključek. Spet akcija, ki je obetala nekaj več, to da smo čisto pri koncu, mislim, da zgolj še degažiranje in zadnji žvižg sodnice Kosorohove, torej nič proti nič na obračunu Slovenija-Finska. To je bila druga tekma prvega kroga naše kvalifikacijske skupine. Ja, predvsem v prvem polčasu smo igrali tisto našo igro, to, kaj smo selektorko in celim strokovnim štabom delali na treningih, ampak je zmagal tisti kanček sreče, natančnosti za zadetek. Pač vsekakor sem s točko zadovoljna, ne, kaj več. Mislim, danes od deklet ne bi smeli pač zahtevati, ne bi bilo fair, ker so res pač dobesedno pustile srce na igrišču. V prvem polčasu sicer smo igrali res na visoki ravni, v drugem polčasu smo nekoliko padli, z drugim polčasom pač ne smemo biti zadovoljni, ampak le iztržili smo to točko, ki smo si jo pač v bistvu tudi želeli.